Kako kot generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje ocenjujete resnost razmer, na katere v zadnjem času opozarjajo predvsem v osnovnem zdravstvu, zlasti zdravniki družinske medicine in pediatri? Ja, gledajte, primarno zdravstvo, družinska medicina dejansko je v dokaj težki situaciji. Nabralo se je kar nekaj težav, ni ena, in tudi če bomo na en enostaven način poskušali rešiti, mislim, da ne bomo prišli do konca. Dve stvari sta vsaj tako pomembni. Ena je to, da smo v preteklih letih nekoliko to področje kadrovsko zanemarjali in številke kažejo, da imamo v Sloveniji zdravnikov družinske medicine pomembno manj, kot imajo primerljive države v našem širšem evropskem okolju. Drugo pa, da smo na nek način uvajali kar nekaj novih dodatnih obveznosti, ki jih je moral prevzeti zdravnik oziroma tim družinske medicine, kar je seveda pomenilo tudi dodatno obremenitev. Naprimer, skrajševali smo bolnišnično obravnavo, bolnišnične dni, kar seveda pomeni, da smo paciente prej odpustili iz bolnišnice in potem prihajajo pogosteje k osebnim zdravnikom. Uvedli smo kar veliko učinkovitih načinov zdravljenja, ki omogočajo na nek način bistveno boljše preživetje. Seveda pomeni to, da imamo bolnike, ki so šli skozi proces obravnave, zdravljenja, tudi starejše, in seveda potem ti dejansko obremenjujejo družinskega zdravnika. Po drugi strani pa je tudi res, to mogoče premalo poudarjamo, da smo v preteklih letih tudi kar precej vlagali v primarno zdravstvo. Tako smo v zadnjih 5 letih uvedli referenčne ambulante, pomembna novost, pomemben dodaten okvir. Uvedli smo tudi kakšno tako tehnološko izboljšavo, na primer elektronski recept, ki pomeni manj obiska pri zdravniku. Uvedli smo pomoč pri delu z tistimi pacienti, ki imajo veliko zdravil, farmacevt pomaga. Zdaj, nekje so se uspele te novosti bolje uveljaviti in tam, kjer so se uspele bolje uveljaviti, tam dejansko je tim nekoliko manj razbremenjen, ker je zdravnik znal deliti svoje odgovornosti ali pa prenesti nekatere kompetence na druge zdravstvene delavce. Tam se je nekoliko, bolj lahko dihalo, tam, kjer pa tega prenosa ni bilo, tam pa stvari dejansko precej šepajo. V letošnjem letu, v letu 2019, je na žalost tudi nekaj naredila sama narava. V prvih 3 mesecih smo imeli veliko tudi dodatnih respiratornih obolenj, tako da bi rekli skoraj da epidemijo na tem področju, kar je povzročilo še veliko dodatnih obiskov v ambulantah in na že tako, obremenjene time je ta dodatna obremenitev dejansko še prilila dodatnega ognja. Pa se vam zdi, da se je menedžment zdravstvenih zavodov oziroma zdravstvenih domov ustrezno odzival na povečane obremenitve, ustrezno poskrbel za dodatne time, za dodatne kadre, tudi glede na denar, ki so ga imeli na razpolago? Verjetno tudi tu tiči en pomemben razlog za problem, ki se je danes razplantil. Ja, poglejte, odgovor je definitivno ne. V Sloveniji smo imeli pred leti dovolj denarja, potem je prišla neke vrste finančna kriza in s krizo seveda tudi potrebe po spremembah. In lahko bi rekel generalno, da se menedžment ni dovolj prilagajal novim okoliščinam, novim zahtevam in primarno zdravstvo tudi ni izjema. Širitve so bile v preteklih letih na področju družinske medicine. V zadnjih 5 letih smo povečali za 66 timov, v lanskem letu smo poskušali še dodatno, pa je kar 16 timov ostalo neizkoriščenih. V letošnjem letu uvajamo ali pa omogočamo, financiramo še dodatnih 53 timov, kar je v bistvu kar precejšnja širitev. Ampak to so le, majhni koraki, če bi želeli doseči tiste normative, ki si jih je stroka ali pa ki si jih sindikat predstavlja kot najbolj optimalne, koristne,
učinkovite za slovensko okolje. Če bi želeli te normative dosežiti, bi rabili še skoraj da 300 pacientov danes, ne 300 pacientov, 300 dodatnih timov v Sloveniji. Tega seveda ne moramo zagotoviti. To pa seveda kliče, da management, da vodstvo zavoda se kar intenzivno ukvarja z takšnimi in drugačnimi načini kadrovskega upravljanja. Naprimer, znano je, da imamo v nekaterih območnih enotah ali pa v nekaterih zdravstvenih domovih bistveno bolj obremenjene zdravnike kot drugje. Kar seveda kaže, da so bili v politiki zaposlovanja zelo restriktivni, da so še celo varčevali na račun zaposlenih ljudi in če smo bili finančno uspešni, smo potem lahko na dolgi rok na nek način privedli organizacijo v težko situacijo, ker tisti ljudje, ki pač tam so dejansko preobremenjeni. In celo sedaj, ko ugotavljamo, da so na nek način nekje dejansko izbile te težave tako veliko krizo, da so ljudje celo se odločili za odpovedi, lahko iz podatkov razvidimo, da so te obremenitve res izjemne v nekaterih okoliščinah in me preseneča, da vodstva zdravstvenih domov, predvsem gre za javne zavode, niso postorili vsega tistega, kar bi lahko. To pomeni, da bi tiste zdravnike, ki so bolj obremenjeni, lahko dodatno nagradili finančno, da bi zaposlili nekaj več ljudi, da bi na nek način pokrili recimo akutne izpade ob bolniški odsotnosti, ob porodniški odsotnosti. Take zadeve, seveda, vse tisto, bom rekel, podlago, ki sem jo omenil, prinesejo še dodatne zahteve in si res težko predstavljam, kako zdravnik, ki sicer ima že skrb za 1700 pacientov, pa recimo, da ima na dan 40-50 pacientov, da on prevzame še paciente od kolegice, ki je, ne vem, zaradi bolniške odsotna, ki je na porodniškem. To potem dejansko privede do enormnih številk, do 80 obiskov v ambulanti, 90, in to se pa res ne da delati. Po drugi strani pa zdravniki opozarjajo tudi na povečevanje administrativnih obremenitev, ki jih nalaga Zavod za zdravstveno zavarovanje. Tudi tu se vrstijo ukrepi, ki naj bi izboljšali stanje, ki naj bi tovrstne obremenitve prenesli na drug kader. Nekaj tega je danes sprejel tudi upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Lahko poveste, kateri ukrepi so prišli najprej na vrsto? Kaj se bo spremenilo? Ja, mogoče bi rekel, da je vsaka kriza tudi priložnost za izboljšave. Tudi ta kriza, te stiske, ki jih smo zasledili in ki se v zadnjih mesecih vrtijo v različnih razpravah, so prenesle do pretresa nekaterih postopkov in da sem prav vesel, da smo uspeli na upravnem odboru v okviru pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja potrditi predlog, da se bistveno poenostavlja postopek napotovanja pacientov, predvsem pri izdaji tako imenovanih napotnic za kontrolne preglede. Naj poudarim, zdravnik, družinski zdravnik, osebni zdravnik me pošlje k specialistu. Specialist me obravnava, naredi nek poseg, ko jaz potem sem dolžan hoditi na kontrolne preglede, smo doslej pošiljali zdravnika nazaj k osnovnemu zdravniku, torej k osebnemu zdravniku, če je to obdobje poteklo, in potem je on moral ponovno napotnico izdati za kontrolne preglede. Danes je upravni odbor potrdil predlog, da lahko specialist, kateremu sem napoten in bo v naslednjem letu ali dveh izvajal še kontrolne preglede, tisto napotnico enostavno podaljša. To se je podaljša za približno za 2 leti, kar pomeni, da pacienta ne pošiljamo nazaj k osebnemu zdravniku in postopek teče bistveno enostavneje. To je terjalo zahteve spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zdaj smo pač potrdili na upravnem odboru, zdaj gre v javno obravnavo, potem gre v sprejem na skupščino. 20. junija je predvidena skupščina, potem pa upam, da bo dokument dokaj hitro podpisan strani tudi ministra. Skratka, prenašamo v prakso, ne v neko bodočnost. Predlagali smo pa še vrsto drugih
enostavnejših ali pa nekaterih zahtevnejših sprememb. Enostavnejše spremembe so tiste, ki smo jih že sami v zavodu s kakšnimi navodili, s kakšnimi detaljnejšimi postopki definirali in jih sprožili. Nekatere zahtevne so pa take, da je pač potrebno spremeniti zakonodajo. Eden izmed teh primerov je na primer določevanje potnih stroškov do najbližjega izvajalca. Zavod predlaga, da se ta inštitut najbližjega izvajalca preprosto umakne iz zakonodaje, kar seveda pomeni, da bo osebni zdravnik lahko predpisal pacientu napotnico in potni nalog do dermatologa, ne bo potrebno ugotavljati, kdo je najbližji in potem seveda cel administrativni postopek v zadaj ugotavljanja preračunavanja. To je pomembna novost. Pomembna novost, ki jo pripravljamo tekom letošnjega leta, je tudi elektronski bolniški list. Bolniških listov je na žalost v Sloveniji preveč, imamo veliko izgubljenih delovnih dni zaradi bolniške odsotnosti, ampak to seveda pomeni tudi toliko in toliko postopkov. Recimo v naši hiši obravnavamo 380.000 na leto predlogov za bolniško odsotnost in potem seveda tudi bolniški list sledi temu. Ta bolniški list bomo postopno v letošnjem letu v okviru 2 pilotnih regij, potem pa v celotno Slovenijo premahnili iz papirnatega na digitalno, na računalniško izmenjevanje podatkov, kar bo tudi omogočalo, da bo lahko sestra določene administrativne naloge opravljala pri zdravniku, predvsem pa imamo ambicijo, da bi bistveno zmanjšali obiske pri zdravniku strani zavarovanih oseb. Naprimer, ko bo potrebno dvigniti bolniški list ob zaključku meseca ali takrat, ko je neko obračunsko obdobje, ne bo več potreben obisk, ker bo lahko ta postopek narejen elektronsko. Podobno kot je recimo elektronski recept, ko ima pacient pred sabo neko stalno zdravilo, tako imenovano obnovljivo, potem imamo tukaj obnovljiv recept in se ga lahko tudi sproži z enostavnim klicem v ambulanto in se to naredi nadaljavo.